Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji zgodbi bomo spoznali prikupnega krtka, ki je pokukal iz svoje krtine in ravno v tistem trenutku, ne boste verjeli, se mu je nekdo pokakal na glavo. Ja, šmentno. Le kdo bi lahko to bil? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Kdo se je krtku pokakal na glavo? Pa tudi mene zdaj zanimajo. Ko je krtek nekega dne pokukal iz zemlje, da bi videl, ali je sonce že na nebu, se je zgodilo. Bilo je zaobljeno in rjavo. Malo je bilo podobno klobasi. Najhujše pa je bilo, da je pristalo točno na njegovi glavi. Nesramnost pa taka, je vzkliknil krtek. Kdo se mi je pokakal na glavo? Ampak ker je bil slaboviden, ni nikjer nikogar videl. Golob, si se mi ti pokakal na glavo? Je vprašal goloba, ki je letel ravno mimo. Gru, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovoril golob. In že je pljask pred krtka belo pljusknilo in mu poškropilo desno tačko. Konj, si se mi ti pokakal na glavo? Je krtek vprašal konja, ki se je pasal na polju. Ihaha, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovoril konj. In že je drom, 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 tik ob krtkovi glavi na tla zgrmelo 5 velikih, debelih konjskih fig. Krtek je kar zazijal od začudenja. Zajec, si se mi ti pokakal na glavo? Je krtek vprašal zajca. Jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovoril zajec. In že je ratatatata, krtko okrog ušes švistilo 15 okroglih bobkov. Urno je odskočil in se komaj rešil. Koza, si se mi ti pokakala na glavo? Je krtek vprašal kozo, ki se je ravno malo zasanjala. Ne, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovorila koza. In že se je klak, 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 klak v travo strkljal kup karamelnih bombonov podobnih kroglic, ki so bile krtku kar všeč. Krava, si se mi ti pokakala na glavo? Je krtek vprašal kravo, ki je ravno prežvekovala. Mu, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovorila krava. In že je špljoc na travo čmoknil velik rjavo-zelen kravjek in krtka le za las zgrešil. O, kako je bil krtek vesel, da ni bila krava tista, ki se mu je pokakala na glavo. Pujs, si se mi ti pokakal na glavo? Je krtek vprašal pujsa. Jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovoril pujs. In že je žljups na travo čofnil mehek rjav kupček. Krtek si je moral zatisniti nos. Sta se mi mogoče videli je ravno hotel vprašati krtek, potem pa je prišel bliže in videl, da sta tam sedeli le 2 debeli črni muhi in nekaj jedli. Končno nekdo, ki mi lahko pomaga, je pomislil krtek. A vidve veste, kdo se mi je pokakal na glavo? Je hitro vprašal. Bzzz, sedi pri miru, da pogledava. Sta zabrenčali muhi, potem pa čez čas povedali. Bzzz, ni dvoma, to je pasji kakec. Zdaj je krtek končno izvedel, kdo se mu je pokakal na glavo. To je bil Bonzi, mesarjev pes.
Hitro kot blisk je Krtek splezal na Bonzijevo hišico in že je plink na psičkovi glavi pristala majhna črna klobasica. Krtek pa se je srečen in zadovoljen vrnil v svojo krtino. Ja, moram priznati, da je tudi meni bila tale zgodba prav zabavna. Je ubogi Krtek, no. Koliko napora je vložil v iskanje tistega, ki se mu je pokakal na glavo. A na koncu ga je le našel. Bravo za iznajdljivost. No, poleg tega pa je Krtek spoznal še mnoge druge živali in njihove različne kakce tudi, kaj ne? Luštna zgodba, nikaj. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici z naslovom Veliko tekmovanja v kakcih, ki je prav tako zelo zabavna. No, kako tudi ne bi bila, če se živali predstavijo s svojimi kakci. Lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! No, ti revček. Pa dali tale kakec dola, ne. Ti ubogi kuža, pa nisi vedel, ne, da je tam Krtek. Ja, saj vem, da nisi nalašč. Konec dober. Vse dobro. Pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica, kot izgleda, bo prav zabavna in upam, da ne preveč smrdeča. Namreč spoznali bomo kralja Kaka, ki je priredil pravo tekmovanje v kreativnih hlačnih pridelkih oziroma kakcih. Ja, današnja pravljica bo govorila o kakcih. Sedaj pa že mene zanima, kako se je to tekmovanje razpletlo in kdo je zmagal na tako zabavnem tekmovanju. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veliko tekmovanja v kakcih. Vsako leto je nenadoma štrbunknilo na dan. Kralj Kaka prvi je sredi kraljevega pogovora na lepem vzkliknil: Kakat! Kakalulu! Kakadu! Kakaduš! Prosim, lepa hvala, vaše visočanstvo, se je priklonil kraljevi služabnik. Tako je vedel, koliko je ura. Takoj si bom velel poklicati ministra za velike in male potrebe. Dregni tole paličico, je rekel kralj Kaka. O ne, je pomislila kraljica, pa smo tam. Minister za velike in male potrebe je dregnil paličico. Je kralj spustil enega pukca. Oprostite, prosim, lepa hvala, se je kraljevi služabnik skoraj prelomil v priklon. Razglašam, da je letno tekmovanje v kakcih odprto, je oznanil kralj Kaka. Minister za velike in male potrebe je brž zavihal rokave. Veliko tekmovanje v kakcih. Pojutrišnjem vas vse pričakujemo v našem gradu z vašimi najlepšimi hlačnimi pridelki. Letos je poseben poudarek na predstavitvi. Od vas pričakujemo nakakane umetnine. Kralj Kaka prvi. Tak razglas je izobesil po vsej deželi. 2 dneva pozneje so v dolgi vrsti pred gradom kralja Kaka potrpežljivo stali tekmovalci. Minister za velike in male potrebe je vse prisrčno pozdravil. Prebral je pravilnik. Poudaril, da bo ime zmagovalca za vse čase vklesano v veliko spominsko ploščo. Pripomnil je, da je kralj Kaka edini član žirije. Na koncu pa je vse spodbudno pozval: Naj zmaga najboljši. Nato je dal kralj Kaka znak za začetek tekmovanja. Prva je pred kralja stopila gospodična Krava. Svoj kravjek je lično odložila v čvrst karton za pite, kot da ga je še toplega prinesla od peka. Ni od muh, je mrmraje prikimaval kralj Kaka. Sploh ni od muh. Bratci kozlički so iz svojih bleščeče črnih bobkov sestavili stolpiče.
Z velikim občutkom za ravnotežje in smislom za dramatiziranje so odparadirali mimo vedno zadovoljnega kralja Kaka. Tudi gospod Zajček se je domislil krasnega stolpa. Iz svojih bobkov in lesenih palč je zgradil stopničasto stolpnico. Kandidat za stopničke, je kralj Kaka šepnil ministru na uho. Želva svojo trdo pogačo v srednjeveški železni kahlici se ni mogla kosati z njim. 4 očarljive miške so družno prinesle velik kos kruha. V resnici je bil stiropor, iz katerega so izgrizljale rezino in jo pobarvale, da je bila videti kot namazana. Potem so jo s svojimi tankimi mišjaki zapelile kot zocvirki. Tik pred njimi je slonček potiskal enokolesno mizico z gromozanskim iztrebkom. Ho, kakšna porcija, ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo pa je do neba. To je Atijev, je ponosno rekel slonček. Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi šaljivec. Zato je svoje klobasice navihano poimenoval Kakci na špakci. Se je od srca nasmejal kralj Kaka. Kakci na špakci, ta pa je dobra. Kon in pujsa, ki sta bila majčkeno zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval Dobra papica, lepa kakica. Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le 3 konjske fige na prašičji brozgi. Za konec je Galeb pripravil pravi Kaka šov. Najprej je kralj Kaka dobil eleganten rdeč dežnik. Vljudno so ga prosili, naj ga odpre in si ga podrži nad glavo. Potem pa je Galeb razpeto blago pokakal do zadnje pike. Na Galebovo srečo jo je kralj Kaka odnesel brez packe. Kakšna akcija za posračkat, je očarano vzkliknil kralj. In ravno ko je kralj Kaka hotel razglasiti zmagovalca, je iz trave ob vznožju gradu nekaj kriknilo. Ali natančneje, nekdo je predirljivo zacvilil, kar se je slišalo približno takole. Hej, je vzkliknila ena od mišk. Gospa Mravlja bi tudi rada sodelovala. Nemudoma prinesite kandidatko k meni, je kralj ukazal svojemu služabniku. Mravlja je kralju Kaka izročila majhen list papirja. Posebej za vaše veličanstvo sem nakakala tole, je vsa ponosna rekla. In? Je razočarano zagodrnjal kralj Kaka. Ko pa je minister za velike in male potrebe prinesel povečevalno steklo, je kralj Kaka lahko prebral, kaj piše na papirčku. Naj živi kralj Kaka. Ganjen sem, je zajecljal kralj s cmokom v grlu. In kako vzorno si to nakakala. In tako je gospa Mravlja tisto leto za mišjo dlako zmagala na velikem tekmovanju v kakcih. In njeno ime je bilo vklesano v veliko spominsko ploščo za vse večne čase. Joj, tale pravljica je bila pa precej zanimiva, kaj ne? Ja. Zelo zabavni so bili tile kakci, priznam, tudi jaz sem se nasmejala. In vse pohvale živalim, ki so se tako potrudile in izdelale zanimive ter malce smrdeče kreacije. In bravo kralj Kaka za odlično idejo o tako izvrstnem tekmovanju. Otroci, pobrskajte še po kanalu Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Evo kralj Kaka. Bravo! Super ideja! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali potrtega medveda,
ki ga je osrečila čudežna palica. In kmalu se je v mestu razširila novica o tej posebni palici, ki so si jo zaželela prav vse živali. Me res zanima, kako se je razpletla ta pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jupi, palica. Miška je sedela ob rečnem bregu, ko je mimo prišel medved. Videti je bil žalosten. No, včasih pač ne gre drugače. Zato pa je bila Miška videti srečna. Izgledaš potrt, je rekla. Kaj je narobe? Pusti me pri miru. Jaz sem žalosten, ti pa si videti srečna, je zakotrnjal. Bi mi povedala, zakaj si tako srečna? Nič nimam proti, če ti povem, je rekla Miška. To je zaradi te palice. To je Jupi palica in ni nekaj posebnega. Kdor jo ima, postane srečen. Res? Je bil presenečen medved. Mi jo daš? Mogoče bi me to celo razveselilo, je rekla Miška. Čeprav sem zelo navezana nanjo, ti jo posodim. Ampak mi jo vrni, ko je ne boš več potreboval. Medved je bil presrečen, ker je imel palico. Vrnil se je v mesto in si na poti požvižgaval. Kaj se pa tako trapasto smejiš? Ga je vprašala stara koza, ki je stala na avtobusni postaji. To je zaradi palice, je rekel medved. To je prav posebna palica, ki te osreči. Presrečen si lahko, da jo imaš, je zagotrnjala koza. Tudi jaz bi jo potrebovala. Žal mi je, ne morem ti je dati, je rekel medved. Samo eno imam in ni na prodaj. Na avtobusno postajo so prišle tudi druge živali in se pogovarjale med sabo. Ste slišali? Je rekel jazbec. Obstajajo prav posebne palice, ki te osrečijo. Zelo malo jih je in najbrž so tudi zelo drage. Res? Se je začudila ovca. Slišati je, da so nekaj posebnega. Takoj bi eno kupila, saj zadnje čase nisem preveč srečna. Si je mislil lisjak, ki je ujel pogovor. Pridite jutri na trg, pa bom videl, kaj se da storiti. Mislim pa, da vas lahko vse osrečim, je rekel in se potuhnjeno nasmehnil. Naslednjega dne je bila na trgu okrog lisjaka in njegovega voza strašanska gneča. Lisjak je dvignil palico in glasno rekel. Pridite po svojo Jupi palico, čudežno palico, ki vas bo osrečila. Imam jih 100 in vse delujejo. Živali so se gnetle okrog njegovega voza. Vsi, ki so uspeli dobiti palico, so bili zelo veseli. Vsi, razen male koze, ki je palico dobila od svoje mame. Mala koza palice ni hotela, zato je začela meketati. Pa hej, jaz sploh nisem srečna, ta palica ni prava. In živali so druga za drugo pogledale svoje palice. Opazile so, da tudi same niso tako srečne, kot so upale. Lažnivec! So jezno kričale na lisjaka. Denar hočemo nazaj! Lisjak se je hitro povzpel na vrh voza. V tistem trenutku pa je mimo prišel medved, ki je žarel od sreče. Lisjak je zakričal. Samo osrečiti sem vas hotel. Poglejte, tam je medved. Vso srečo skriva v svoji palici, ampak je noče z nikomer deliti. Vsi so se ozrli v medveda, medved pa je bil presenečen, ker se je znašel v središču pozornosti. Nenadoma so vsi kričali drug čez drugega. Dokler ni županja mesta stopila k medvedu. Lisjak ima prav, je rekla. Sreča ni nekaj, kar bi lahko zadržal samo zase. Moraš jo deliti.
Zato v imenu mesta zahtevam, da mi izročiš palico. Odnesli jo bomo v muzej posebnih stvari. Vsakdo, ki bo kupil vstopnico za muzej, bo lahko užival v sreči, ki jo prinaša palica. In tako so živali skupaj odnesle palico v muzej. Z roko v roki sta jih vodila županja in direktor muzeja. Medved pa je ostal zadaj. Izgubil je palico in v trenutku se je spet počutil žalostnega. Kako naj povem miški, da nimam več palice? Ga je zaskrbelo. Tako zelo je bila navezana nanjo. Ves nesrečen je brcnil v kamenček. Toda kamenček se mu je zdel lep, zato se je odločil, da ga bo pobral. K miški grem, zato ne morem priti praznih rok, si je mislil. Ves žalosten se je vrnil k reki. Kako po trci videti, je rekla miška. Kaj se je zgodilo? Medved je okleval. Bojim se, da sem te razočaral. Palice nimam več. Zdaj je v muzeju posebnih stvari in tam srečuje vse ljudi. Zelo mi je žal. Samo ta kamenček ti lahko dam. Miška je vzela kamenček. Nato se je začela hihitati. Zakaj se smejiš? Jo je vprašal medved. Zaradi kamenčka? Ne, je rekla miška. Smejim se, ker palica sploh ni bila nič posebnega. Bila je čisto navadna palica. Hotela sem te samo razveseliti in uspelo mi je. Miška se je spet zahihitala. In tudi medved se je začel hihitati. Miška se je zasmejala. Tudi medved se je zasmejal. Miška se je tako glasno krohotala, da se je moral krohotati tudi medved. Med smehom mu je izpod zadnjice ušel golobček. Potem sta se šele smejala. Po licih so jima tekle solze smeha in medved je pozabil na svojo žalost. Potem pa sta nenadoma za seboj zaslišala glas. Bil je osel in videti je bil zelo žalosten. Zakaj se pa smejite? Jo je vprašal. Medved si je obrisal solze smeha in rekel: Lahko ti povem, smejiva se zaradi tega kamna. Zelo poseben je. Nasmejite. Si ga želiš izposoditi? Naravnost simpatična sta. Sama vsebina pravljice pa nam sporoča, da imajo tudi majhne stvari velik pomen, ter da se sreče žal ne da kupiti. Sreča leži v nas samih. In če bomo pozitivno naravnani, nas bo sreča spremljala prav povsod. Kaj ne? Zares luštna pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnite še pravljici Kamenček želja za Lili, v kateri boste spoznali deklico, ki v snegu zagleda lesketajoč se čudežen kamenček. In naj vam samo prišepnem, da je kamenček res čaroben, saj lahko uživi sneženega moža. Prijazen pozdravček vsem in če vam bo kdaj težko, se le spomnite na medveda ter njegovo jupi palico. Lepo se imejte, čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico sem izbrala na podlagi naslovnice ter zanimivega naslova knjige. Spoznali bomo medveda, ki je najraje kar sam.
A kmalu se v sosednjo hišo priseli zajčja družina, ki pa predstavlja pravo nasprotje medvedu, namreč zelo so družabni. In ker so medvedu nenehno trkali na vrata, jih je medved poimenoval kar sitnobe sitne. Ja, kar malce žaljiv je bil tale medved, kaj ne? Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Sitnobe sitne. Medved je živel sam, daleč stran od vseh, in tako mu je bilo najbolj všeč. Zato si lahko predstavljate, kako jezen je bil, ko si je družina zajcev zgradila domek tik zraven njegovega. Komaj so se zajci vselili, je že tok tok potrkalo po vratih. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam posodili malo medu, radi bi spekli torto. Čisto nič medu nimam, je rekel medved. Sitnobe sitne, je zamrmral. Potem si je nalil skodelico čaja, vanjo kanil kapljo mleka in noter vmešal 10 žlic medu. Že se je hotel usesti, takrat pa tok tok. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam prosim pomagali nasekati malo drv? Ne, je rekel medved. Preveč dela imam, da bi vam lahko pomagal. Medved je dremal pred kaminom, takrat pa tok tok. Kaj pa je zdaj? Je zagotrnjal. Pozdravljeni, gospod medved, bi zamenjali nekaj knjig z nami? Ne, nobenih knjig ne bom menjal. Medved se je ravno usedel k večerji, takrat pa tok tok. Pozdravljeni, gospod medved, ali bi želeli opazovati utrinke z nami? Ne, ne in ne, je rjovel medved. Hočem samo, da me pustite pri miru. In so ga. Dokler ni na lepem previdno potrkalo na vrata. Tok tok. Ampak na vratih ni bilo nobenih zajcev, samo košara. V njej je bila torta, nekaj drv, knjiga in sporočilo. Pisalo je: Dragi gospod medved, vemo, da nimate medu, da bi si spekli torto, zato smo jo mi spekli za vas. Upamo, da si boste z drvmi zakurili prijeten ogenj, da vam bo toplo. Pomislili smo tudi, da bi mogoče radi prebrali našo najljubšo knjigo Zajčji vodnik po galaksiji. Govori o zvezdah, planetih in vesolju. Vaši sosedje, sitnobe sitne. Medved je pojedel torto, zakuril ogenj in pred spanjem prebral knjigo. Zaspati pa ni mogel. Prvič v življenju se je počutil osamljenega. In odločil se je, da bo storil nekaj, česar ni še nikoli. Odpravil se je na obisk k sosedom. Od takrat je medved z zajci preživel veliko časa. In veste kaj? Tako mu je bilo najbolj všeč. Ja, pa je medved le spoznal, da so prijatelji dragocenejši od lastnega miru. Že pride kakšen dan, ko si želimo miru in samote, ampak potem je spet prijetno vrniti se okrog svojih prijateljev. Z njimi je vse nekako lažje. Pa zajčke moramo tudi pohvaliti, saj so bili nevsiljivi ter zelo potrpežljivi. Zamisel s košaro je bila res genialna. Otroci, lepo kukajte še v moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Vsak izmed nas je nekaj posebnega, kaj ne? In tudi današnji pravljični junak
Piko je nekaj posebnega. Zelo simpatična pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Malo drugačen pingvin. Na zasneženem, prepišnem otoku sredi morja je živela skupina popolnih pingvinov. Vsi so bili pametni, resni in razumni. Vsi, razen Pika, ki, ni bil tako popoln. Vsi drugi pingvini so jedli ulikano. Toda Piko se je igral s hrano. Lepo jej, Piko, ga je opomnil največji pingvin. Medtem, ko so drugi pingvini resno racali naokoli, se je Piko dričal po trebuhu. Bodi pazljiv, Piko, ga je okaral najstarejši pingvin. Drugi pingvini so elegantno plavali v morju in nalovili veliko rib. Toda Piko je rad skakal v vodo in se igral, delal je premete v zraku in v vodi pristajal z velikim pljusk. Pazi, Piko, je rekel najmanjši pingvin, ti nerodni pingvin. Ko je postalo resnično mrzlo, so se vsi pingvini stisnili v gručo. Piko se je počutil varnega in toplo mu je bilo v sredi skupine. Potem pa, je moral Fuj, Piko, so rekli pingvini, ti smrdljivi pingvin. Vsi so se umaknili od njega. Piko je žalosten odracal stran. Moji prijatelji mislijo, da sem trapast in da smrdim. Nikoli ne bom popoln, kot so oni. Sneg je začel močneje naletavati in veter je ostreje zapihal. Samega me tako zebe, je rekel Piko in se stresel. Nato si je iz snega in ledu naredil novega prijatelja. Toda snežni pingvin ni bil topel, da bi se lahko pogrel ob njem. Brez Pika so pingvini ulikano pojedli svojo večerjo. Ja, tako tiho je rekel najstarejši pingvin. Plavali so mirno, brez čofotanja. Kako je dolgočasno, je rekel največji pingvin. V urejeni vrsti so hodili naokoli. Ja, pa je res nekoliko dolgočasno, je rekel najbolj puhast pingvin. Želim si, da bi bil Piko tukaj, je rekel najmanjši pingvin. Le kaj se je zgodilo s Pikom, je rekel najstarejši pingvin. Čisto sam je v tem hudem mrazu. Pingvini so postali zaskrbljeni. Zato so odracali naprej skozi naletavajoč sneg, da bi poiskali Pika. Piko, kje si? V ledeni votlini so našli dva snežna pingvina. Enemu je odpadel kljun, toda drugi se jim je zdel znan. Bil je Piko. Vsi pingvini so se zbrali okoli njega in ga stisnili medse. Počasi se je sneg začel topiti. Plink, plink, plink. Ko so se Pikove nožice osvobodile snega, se je pretegnil in potem žgeč, žgeč, žgeč. Pingvini so se od smeha valjali po tleh. O, Piko, se je zahihital najmanjši pingvin. Kako lepo je, da si spet med nami. Obdan z veselimi pingvini je Piko pomislil, da mu vendarle ni treba biti popoln. Prijatelji so ga imeli radi takšnega, kakršen je bil. Ja, in prav je tako. Predstavljajte si, kako osamljenega se je Piko počutil, ko so se ostali pingvini umaknili. Res mu ni bilo lahko.
A še dobro, da so ostali pingvini kaj kmalu spoznali, da so dnevi enolični in kaj kmalu so pričeli pogrešati Pika, malo drugačnega pingvina. In tudi ljudje se med seboj razlikujemo. Zato moramo spoštovati drug drugega ter sprejeti drugačnost. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici Veveriček posebne sorte, kjer boste spoznali veverička, ki je bil prav tako drugačen od svojih bratcev in sestric. A naj vam prišipnem, na koncu so ga vsi z navdušenjem sprejeli. Simpatična pravljica. Prijeten zimski pozdravček prav vsem, tudi tistim malce drugačnim. Čau, čau! Ja, simpatičen Piko, ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da se vam ni ljubilo hoditi? Ja, včasih se pa že zgodi, kaj ne? Namreč v današnji pravljici bomo spoznali volka, ki se je prav tako odločil, da ne bo več hodil, ker ga preveč bolijo noge. In odkriva ogromno zabavnih načinov premikanja. In res me zanima, za katerega se je na koncu odločil. Je to bilo morda kolesarjenje? Vožnja z avtomobilom, z vlakom, morda z ladjo. Kdo bi vedel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Nekega dne se je volk vrnil domov ves izčrpan, ker se je igral v gozdu. Noge je imel otekle, roke pa zgubane kot papir. Nikoli več ne bom hodil, je rekel prijateljem. To je preveč utrudljivo. Prijatelji so ga osuplo pogledali. Ta volk je pa res smešen. Januarja si je volk kupil gorsko kolo. Kako lepo se je voziti po poteh in po poljih ter smrček nastavljati vetru. A ko je na kolesu počila zračnica, je bil volk zelo zlovoljen, saj ni vedel, kako jo zakrpati. Nič za to, kolesa imam dovolj, se je odločil. Februarja si je volk zamislil, da bo užival v zimskih športih s prijatelji. Komaj da so prispeli, že si je nadel bleščeče nove smuči in se pognal po progi. Počasneje, počasneje, mu je zaklical Alfred. Prepozno. Na ovinku se je volk zaletel v veliko smreko. Konec veselja. Zlomil si je nogo in razbil smrček. Marca je volk najel lep majhen avtomobil in se odpeljal na obisk teti Agati. Teti se je zdel avtomobil čudovit in volk jo je moral ves dan voziti naokrog. Ko se je vrnil domov, ga je bolela zadnjica, noge pa je imel čisto otrple. Nikoli več v avto, je zagodrnjal, to je prava nadlega. Aprila si je volk v mehanični delavnici izposodil motor. Toda čelada na glavi in pretopla motoristična jakna sta bili zanj preveč. Maja mu je volkulja, njegova draga, podarila čudovite rolerje. Da bi jo navdušil, je volk poskusil narediti pirueto in je štrbonknil, kolikor je bil dolg in širok. Junija je volk našel čarobne škornje. Obusil jih je. Prvi korak ga je odnesel na drugo stran gozda, drugi pa še dlje, tja, kjer ni bil še nikoli. Končno sem našel čevlje, ki so mi prav, je navdušeno vzkliknil volk. Ko je tako vzklikal, je prebudil dva grdobca, ki sta se začela dreti. On je ukradel škornje, ujemiva ga in ga požriva. Volk se je hitro sezul in se pobral daleč stran. Julija si je volk kupil vozovnico za vlak, da bi šel pogledat morje. A imel je smolo, ker so Indijanci napadli vlak
in tako je preživel najslabše počitnice v življenju. Avgusta je volk kmetu izmaknil traktor. To je bila velika napaka. Septembra je volk privolil, da bo vozil kočijo princeske, ki je ostala brez kočijaža. Iz tega se ni izcimilo nič dobrega. Skoraj bi se znašel v veliki kaši, ko se je ob polnoči kočija spremenila v mučo. Oktobra je volk dobil vabilo na poroko sestre Sare, ki živi v Kanadi, več 1000 kilometrov stran od njegovega doma. Končno bom potoval z letalom, je rekel volk, ves vznemirjen. A komaj da je letalo vzletelo, že ga je zajela strašna nevihta. Letalo se je stresalo, spuščalo in dvigalo kot ponorelo. Blisk, grom. Potovanje je bilo pravi pekel in volk nikoli ne bo pozabil svojega zračnega krsta. Volk je pri sestri preživel nekaj prelepih dni. Naučil se je loviti lososa v potokih in spoznal prijetne nove prijatelje. Novembra, ko se je moral vrniti domov, se mu je zdelo, da je ladja sanjsko prevozno sredstvo. Potovanje bo mirno, sproščeno, prav to je tudi potreboval. Toda ni računal na morsko bolezen. Ob vsakem zibljaju je volk začutil, kako se mu dviga želodec. Ko je ladja končno pristala, je bil volk ves bled in shujšan. Ladja je dobra samo za mornarje, je rekel kapitan. Decembra je šel volk v gozd. Mirno se je sprehajal, ko so se mimo njega pripeljale sani. Hej, prijatelj, je rekel globok glas. Pozno je že. Ali želiš, da te kje odložim? Volk se je ozrl v velikega rdečega oblečenega možaka in odgovoril. Hvala lepa, Božiček, ampak bom kar hodil, veš, najraje stojim na trdnih tleh. Ja, kako simpatična pravljica, kaj ne? In res občudujem volka, ki se je odločil, da ne bo več hodil. In prav neverjetno, s kakšno vztrajnostjo je iskal nov način premikanja oziroma novo prevozno sredstvo. A doživel je mnogo zanimivih situacij. Sicer se je vmes tudi poškodoval, ampak na srečo ni bilo tako hudo. In na koncu, kaj je ugotovil? Da hoja vseeno le ni tako napačna, kakor se mu je zdela na začetku. In bravo volk za pogum in vztrajnost. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa poiščite še pravljico Tiho, tukaj beremo, kjer boste spoznali lačnega volka, ki je pričel, ne boste verjeli, brati pravljice. In to zelo dobro. Res, zelo simpatična pravljica. Lepo se imejte in uživajte. Če pa vam bo kdaj težko hoditi, se le spomnite na volkca in na njegovo spoznanje. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Ja, včasih je res hudo, a ne? Počasi se daleč pride. A ne? Bom dala tole kapico dole, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali vrano, ki so ji všeč zimske radosti. Ja, prav zanimiva pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežna vrana. Na veji grčavega drevesa so sedele vrane. Bila je zima in s pernatimi telesci so se tiščale druga ob drugo. Strehe hiš in polja je prekrivala debela snežna odeja. Na nebu je sonce le slabotno mežikalo. Kra, zebe me, je zakrakala prva vrana in zadrgetala s perutmi. Ne maram snega,
je godrnjala druga. Tretja pa je molčala. Vse je belo kakšen dolg čas. Je spet zakrakala prva vrana in pomislila na zlato pšenično polje in rdeče makove cvetove. Vse je belo tako puščobno je. Se je strinjala druga vrana in pomislila na sladke češnje, ki jih je zobala poleti. Tretja vrana je molčala. Zasanjeno je gledala otroke, ki so se razposajeno kepali na zasneženem travniku. Rada bi se igrala z njimi. Zebe me, je zavreščala prva vrana. Ne maram snega, je tarnala druga. Tretja je molčala. In tako so čepele. 1 uro, 2, ves popoldan. Tedaj je z zgornje veje na njihove glave zdrsnil kupček snega. Prvi 2 vrani sta se razburjali. Tretja pa se je smejala in si predstavljala, da ima na glavi snežno krono. Nenadoma so vrane zaslišale vrišč in smeh. Kako glasni so otroci, se je priteževala prva vrana. Prav res so glasni, je pritrdila druga. Tretja vrana pa jih je radovedno opazovala. Kako nenavadno. Otroci so ležali v snegu in mahali z rokami in nogami, kot da bi imeli krila. Glejte, snežnega angela, so kričali. Nato so vstali in si ogledovali odtise, ki so jih pustili v snegu. To bi tudi jaz rada poskusila, si je zaželela vrana. Ko je padel mrak, so otroci odšli domov. Vrana je razprla premrla krila in poletela. Mehko je pristala na tleh. Poskušala je vse mogoče. Svoj pernati trebušček je pritisnila ob sneg, stegnila krila in mahala z repkom. Skakala je gor in dol in se vrtela. Toda zaman. Njeni odtisi so bili kakor krti, povodni konji ali papige. Odtisa angela ni bilo videti. A vrana ni odnehala. Še bolj noro je plahutala, še višje skakala, še hitreje se je vrtela. Nato je z razprtimi krili utrujeno padla v znak in negibno obležala. Z drevesa se je zaslišal hehet. Poglej no, kaj pa je tam doli v snegu, je rekla prva vrana. Videti je kot ptič, ki skuša plavati hrbtno, je odgovorila druga. Potem sta se dolgo in glasno smejali. Tretjo vrano je bilo kar malce sram. Bolj kot to pa jo je jezilo, da sta se ji prijateljici posmehovali. Niti premaknila se ni. Naposled pa sta ji prijateljici pomagali, da se je skobacala iz snega. Drugo jutro je vrana samevala na svoji veji. Prišli so prvi otroci. Veselo so stopicali po snegu in se igrali. Nato pa so odkrili drobcene odtise v snegu. Bili so tako ljubki in nežni. Ni dvoma, to je bil gotovo pravi angel. Od razburjanja so jim pordela lica. S kakšnim ponosom jih je vrana opazovala. Tako jo je prevzelo, da ni opazila snežink, ki so se začele nabirati na njenem črnem perju. Prav kmalu je bila bela od glave do peta. In takrat jo je zagledal eden od otrok. Angel, je zavpil. Opazili so jo tudi drugi otroci in v njihovih srcih je zaigralo. Menili so, da še nikoli v življenju niso videli česa tako čudovitega, kot je prav ta angel. In kako srečna je bila šele vrana. Globoko je zajela sapo, stegnila vrat, odprla kljun in zakrakala na vso moč. Kra!
Ja, kako prikupna pravljica, kaj ne? In tale navihana in razigrana vrana, ki ni razveselila le otrok, ampak tudi sebe. In končno je uspelo uživati v zimskih radostih, tako kot otrokom. Bravo, vrana, si pa res poskrbela za pravo vzdušje. Ja, sreča se skriva v majhnih in drobnih stvarih. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Malo drugačen pingvin, kjer boste tudi spoznali pingvina, ki je res bil malce drugačen od ostalih. Tudi zelo prikupna in prijazna pravljica. Tako, uživajmo zimske dni, lepo se imejte otroci in ne pozabite na smeh in dobro voljo. Čau, čau! Ja, lahko zima tudi zabavna, ne?